Dobrodošli v rubriki Zgodba zate. To je pripoved, ki si vzame čas. Zgodba za poslušanje. Zgodba za ta trenutek. Pravljice za vse generacije Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Deklica, ki je znala poslušati tišino. V majhni vasi, kjer so ljudje radi govorili, je živela deklica, ki je večino časa molčala. Ne zato, ker ne bi imela besed, ampak zato, ker je znala poslušati. Poslušala je jutra, preden so se prebudila, korake na poti, veter, ki se je zvečer vračal domov. Ko so drugi govorili drug čez drugega, je ona čakala in v tem čakanju je slišala več kot ostali. Ljudje v vasi so jo sprva imeli za tiho, potem za sramežljivo, nazadnje pa so nanjo pozabili. A kadar je bilo treba sprejeti odločitev, se je vedno zgodilo isto. Besede so postale glasne, misli zmedene in nihče ni več vedel, kaj je prav. Takrat je nekdo opazil deklico, ki je stala nekoliko v ozadju, in rekel je: "Vprašajmo njo." Ko je spregovorila, ni govorila dolgo, ni ponujala rešitev, povedala je le, kaj sliši. In pogosto je rekla: "Zdaj je preglasno." Ko so ljudje utihnili, so tudi sami zaslišali tisto, česar prej niso: lastne misli, lastne dvome in odgovore, ki so že bili tam. Deklica je zrasla, ostala je v vasi, ne kot voditeljica, ne kot svetovalka, ampak kot nekdo, ki zna biti tiho ob pravem času. Sčasoma so se tudi drugi naučili poslušati, ne le nje, ampak drug drugega in sebe. In kadar danes v vasi postane preglasno, se nekdo še vedno spomni in reče: "Ustavimo se, poslušajmo." To je bila zgodba zate Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Zgodba o tem, da včasih največ pove tisto, česar ne izrečemo na glas. Hvala, ker ste nam prisluhnili. Ostanite z nami in zgodbo tudi prihodnjič.